Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu Naravo. Danes se potepamo pa spet po Posočju. Danes ni nič drugače kot vse ostale ture, tako da dober tek. Kot ste verjetno videli, sem za svoje izhodišče spet zbral dolino Bavšica. Ena od najbolj samotnih dolin v Posočju. In prejšnjič, ko sem bil tle, sem šel v gor gledano desen krak Bavšice, pa na Bavški Grintovec. Danes gremo lev krak Bavšice, pa proti zavetišču pod Špičkom, oziroma do zavetišča. Plan je pol še na Jalo odskočiti in potem se v krožni turi skozi zadnjo Trento pa desni krak Bavšice vračati nazaj na izhodišče. Vremenska napoved je brez oblačka, se pravi lepi razgledi, vroč dan, super samotna tura, spet ena avantura, ker ne poznam še čist cele, ampak večino poti pa poznam. Prehodil bom pa ta krog prvič. Jaz mislim, da bo fantastično, tako da gremo pogledat, kaj nas čaka. Že takoj iz štartnih blokov se začnemo vzpenjati. Jaz sem se počasi segrel, se malo slečemo pa naprej. Sem že v poletnih nastavitvah. Danes sem parkiral pred kočo PZS-ja v Bavšici, ker sem bil 2 turi nazaj, kot sem rekel, sem tukaj štartal. Sem videl, da je tam prav lepa senčka popoldne in da ne bom imel avta na soncu, sem parkiral tam. Zdaj pa pičem v bistvu po isti poti gor, kot sem šel lansko leto proti Bricelku, s tem, da zdaj na Bricelk sem pol levo gor zavil, tukaj pa v bistvu čist do konca doline in se potem na vrh na sedlu priklopim na pot, ki pride pa iz Loške Koritnice in gre proti zavetišču pod Špičkom. Tam sem hodil pa, mislim, da lanskrat ali pa že 2 leti nazaj. V glavnem tudi super video, Jalovec v 2 dneh, ko si tudi tisti video bo v opisu, pa si ga lahko pogledate. V glavnem pa bo po isti poti do Špička, pa sem pa tam odločil, kaj pa kako naprej. Ja, celotna pot bo vodila po markirani poti. Vse je markiran, kar grem, s tem, da pa razen tisto, kar bo tam okoli Špička pa Jalovca, vse ostalo bo zelo samotno in luštno. Pogled proti Bricelku, pogled v Bavšico proti Svinjaku in tole pol greben proti Bavškemu Grintovcu. Sem že na planini Bala, tole so ostanki nekdanje planine in poslopi na planini.
Jaz grem tjale dol. Tole bo pa spet pogled proti vrhu Loškega grebena. Sem si pa spet zbral tako super pot za gor, tako da jaz računam, da skoraj kaj do zavetišča pod Špičkom, da je name v soncu. Mogoče me bo kje prej ujelo, ampak sem zelo na zahodno, severozahodni strani, tako nekako teh grebenov. Proti vzhodu imamo pa stene Pihovcev. Kot sem v enem od videov že omenil, načrtujem eno turo skupno z vsemi podporniki oziroma člani skupin, pohodniki, hribovci pa gorniki na platformi Buy Me a Coffee. Mimogrede, če bi rad podpiral kanal, si dobrodošel v eni od teh skupin, ali pa dobrodošla, no tudi. Poslal sem vam sporočilo, no pa malo po mailih poglejte, ker nisem dobil vseh odgovorov. Pa dajte saj odgovoriti, ne, Peter, me ne zanima tokrat, pa ne vem, saj nekaj, tako da vem, da ste dobili. Je pa zdaj tudi že tura določena, pa vam v kratkem tudi pošljem vse skupaj. Smo že pri Lovski koči. Sem se že zadihal. Tukaj je drugače razpotje, levo vodi nemarkirana pot na Bricelk, jaz grem pa po markirani naprej gor proti sedlu. Nekaj sem pa že prehodil. Tukaj pa je zdaj dežela svizcev. Prav piskal se. 2 videa nazaj, ko sem šel na Bavški Grintovec, sem govoril, ko se lepo pot vidi. Tukaj je še bolj izrazito, ne. Vidite, ko je izklesan, pa pot. Zdaj se pa ta trenutna pot je pa čisto na desni strani, se pravi na zunanji strani nekdanje Mulatere, in je v bistvu narava vedno bolj odrija ven in pač mi pohodniki tudi vedno bolj ven hodimo. In to je problem nevzdrževanja poti in pol s časoma bomo videli, kaj bo čez 10, 20, 30 let, ampak tudi v to dolino, po mojem gor čist do sedla, je peljala Mulatera. Zdaj pa že kar lep razgled, Tole pa naprej sedlo. Sem upal, da je malo bližje. Tukaj se je pa pot čisto spremenila, ne. Mulatere je sigurno konec, oziroma vsaj markirana pot ne gre po njej. Pa veliko manj shojna, oziroma vsaj veliko manj vidna pot je tako. Če dobro, da je trava fino mokra, da me hladi. Pa počutim se, kot bi po vodi hodil. Tukaj dol sva pa z Andražem prišla, ko sva se spuščala z Loškega grebena nazaj proti dolini. Ob navijanju svizcev sem zagrizel v klanec in po mojem gre kele. Pa tukaj gor, malo višji, pa na ono stran v dolino v zadnje Trente. Kakšne lepe murke.
Tale pogled si pa zasluženo panoramo. In kaj je na sedlu? Evo mene na sedlu. Bom pogledal, oziroma napisal, kaj je tole za eno sedlo. Tukajle je pa pogled v dolino Loške Koritnice. No, tole je pa moj današnji cilj. In tukajle gor sem prišel, ker sem prišel iz Loške Koritnice. Naprej pot je pa tukajle gor. No, to se pa zgodi, ko so nalepke gor. Tole pot so pa sigurno tudi Italijani delali, ki je tako lepo nadelana. Da se nam pa še tudi drug velikan pokazal. Mangart. Tole pa pogled proti Bricelku. V Bavšico. In na Bavški Grintovec. Tamle pri koncu travnikov bom šel po gorniške nastavitve. Je lep Mangart zadaj, ja. Čelado sem spet popravil. Malo sem se včeraj šel šivilja oziroma krojača ali karkoli. Dej, smo pa pri Klenicah. Evo ga. In tukaj se začne zdaj naprej pa zelo zahtevna planinska pot. Tole pa po mojem tehnično najzahtevnejši del cele ture. Ta navpična stena. Ampak po mojem ni nič posebenega. No. Da so večini je bolj izziv tiste odprte stvari, zračeno. Ampak tehnično je pa to. Zadnji klin je ven potegnil. Tukaj mogoče za dol grede je to malo bolj zoprn. Zdaj nekaj časa se poslavljamo od Loškega grebena. Zadaj, mimogrede, zadaj je Kanin, pa Kaninsko pogorje, pa tole pa Bavšica seveda. Naprej dol pa po mojem, da je čez Soča. Tole pa še pogled v zadnjo Trento. Evo pa na sončku prvič danes. Tole pa seveda Jalovec. Še pogled na pot. Zavetišče pod Špičkom je pa tukaj nekje. Kot ste videli, me čaka pa tudi prvi spust danes. In spet bom palce vzel. Pot tukaj dol ne gre po melišču, ampak gre lepo takole v okljukah ob melišču. Zdaj sem prišel pa tudi na melišče in akcija naprej dol.
Pogled nazaj. Tamle pa tudi že Triglav. Koliko je ptičev? Dobrodošli na zavetišču pod Špičkom. Zdajle sva z oskrbnikom koče pa tudi gospodarjem v društvu Andrejem malo poklepetala. Je kar sam tle gor. In prav, da ste vsi dobrodošli do 1. septembra, pa še tiste lepe vikende, ki bojo. Tako da izkoriste, dokler je tlele v Trenti, pa na Vršiču še zastonj zaparkirati. Ja, sem pa palce kar tle pustil, ker jih tlele več ali manj namrabil in je samo odvečna teža. Pozno nazaj se bom tle še enkrat oglasil, še pol izotonika me čaka, pa pičim naprej. Je pa tale zavetišče pod Špičkom, po mojem, da je najmanjše zavetišče oziroma najmanjša gorska koča. Sicer so rangirane, ni koča, je zavetišče, zato ker je tukaj majhno, ampak po mojem, da tle pa gor na Krnu, pa ne vem, je še kakšno tukaj majhno, zdaj z glave se ne spomnim, ampak tle jih lahko sam 21 spi. In pol, ko je tukaj malo ljudi, je tudi vzdušje ful bolj pristno in zvečer tukaj prav lušten, pa tudi pol na skupnih ležiščih imaš manj možnosti, da ti kdo smrči. Koliko se ljudje v hribih takole srečamo pa pomešamo. En z Vrhnike, tako da je v bistvu sosed, bratranci imel pri njih Štecuno. Mi smo se pa lanski že srečali na Razorju, ko sva šla z Daretom na sončni vzhod. Tako da, videli ste pa danes na Špički prespala? Na Špički pa na Jalovcu zjutraj. Pa kje sta pa izhodišča imata? Vršič. Aha, tako da je še nekaj čaka hoje. Še precej. Še precej. Ja. Najbolj zajebani del, pravi. Tiska se vleče. Pip. Ja. Tako da, evo, to je to. Dobri ljudje v hribih. Čau. Se poslavljamo od tega pogleda, pa gremo proti Jalovcu. Smo pa tukaj na slovenski planinski poti. Še pogled proti Špiku, pol Škrletici zadaj, pri Svojniku, Razorju, pa tako naprej, seveda Triglav, Kanjavc. Malo se je tudi zravnatle. Drugače pa tukaj pot zelo zahtevna, klini, zajle, pa poplezavanje po skalah. Ni pa prav hudo izpostavljen. Sem šel pa nazadnje tlele gor, mislim, da je zdajle 2 leti nazaj, ko smo šli z Alešem, Iztokom pa Ivotom. Jaz sem šel iz Loške Koritnice, oni pa tlele zadnje Trente. In smo prespali na zavetišču. Pa je bilo itek zvečer malo veselo, tako da pa tlele gor je pa Švic tekel po tokih. Pa spet gor. Ta prvi, tak malo bolj strn del od Špičke na Jalovec je za mano. Zdaj pa tle čez Melišča, pa gor. Tamle se pa spet v skalo gre, pa tukaj gor, pa po grebenu. Jalovec se pa zgleda podira na ustro in zdaj je toliko zaropotal, spet nek ogromen podor. Zgleda bil tam proti Loški Koritnici. Že zadnjič, sem en teden nazaj šel, Aleš je šel gor iz Planice, pa ga je skoraj en podor zasul
je šel, hotel iti čez Kotovo sedlo, seveda je pol obrnil, ne, ki je bil malo v adrenalinskem šoku. Zdaj sem na razpotju, tamle je smer Jaloška Škrbina, tukaj je pa gor. To je pa nazaj v mojo smer. To je po mojem še zadnje rožice pred vrhom. Pogled nazaj dol. Tamle je smer prihoda. Tamle. To je Mološki greben. Tamle je pa tisto sedlo, ki sem prej bil. Pa sem šel pa tukaj čez, pa potem je lišču dol. Ja, tole je pa montaž tamle, pa Kaninsko pogorje, pa od spodje Loška Koritnica oziroma Log pod Mangartom. Počas prihajam na greben. To pa je zdaj tak prvi kraljevski razgled. Malo izpod Kralja. Tole dol je Krn, tole nekje proti Bohinju. Tole smo pa že oddelali. Takole nekje pa Kranjska Gora. Seveda, gospod Mangart. Tukaj je pa razpotje še tik pod vrhom, kaj levo se gre proti Planici pa Loški Koritnici. Tole je pa še vrh. Dobrodošli na Jalovcu. 2645 metrov. Smo za panoramo. Tole je Mangart, tamle dol je bivak, italijanski bivak na sedlu, to dol je konec Loške Koritnice, to je Kotovo sedlo, tole je Vevnica, pa naprej zadnji je velika, visoka punca, tole je Tamar dol, pa Planica naprej. Kranjska Gora, Slemenova špica, greben Mojstrovk, pa zadnji smo že, čisto zadnji je Kepa, pa smo rekli Špik, pa Oltar, pa Škrlatica, pa Dolkova špica je tamle, pa Prisojnik, spredi se malo slabše vidi, Razor, zadnji so Ravine, pa Triglav, Kanjavc, potem imamo Lepošpiče, pa smo na Krnu, tole je Bavški Grintovec, pol pa tukaj smo na Loškem grebenu, Bricelk, štartal sem tlele zadnji, Kanin, je Rebica, potem je Rombon, pa še montaž, pa smo krog zaključili. Kar pestra druščina. To je še dokaz, da so Štajerci tudi gor prišli. Dokaz, da ste tudi vi gor prišli.
Evo ga, še selfie z vrha. Družbe je dost, ampak počas bo treba pot pod noge, tako da pičimo. Tik pod vrhom, evo pa Semirja srečal, Res je pa včeraj me je gledal, danes so se srečala. Včeraj sem ga gledal, kako priti na jalovec in dejansko sem ga srečal tik pod vrhom. Neverjetno. Tako da sem hvaležen za to, da Ja, kaj vse delaš, da ne zalutamo v gorah. ja, Tako da, daj, hvala ti. Hvala tebi. Srečno. Srečno. Na vrh, pa malo pod vrhom zdajle, pa še Silvano pa Mijo srečo, oziroma smo se že gor pogovarjali. Gospe gre sa v najlepša leta, ne? Pa še zmeraj tako živahno po hribih. Še vedno se korajžva, ja, res je. Tako Pa da to- smo prav ponosni, da nam je to uspelo. Peter, Točno to tako je. da ja. Ker marsikdo se pred 25-30 ne spravi na jalovce, ne? Tako da za vzgled res. Vsa Ja, čast. hvala, Tako, hvala. Tako, hvala lepa. Ponosni Ja, tako in drugače, zdaj treba pa Res. še dol priti. tako. Pa ni izgovorov, ne? Leta niso izgovor. Nikoli to medved Ne. tudi prava, zato sva šle. Sva bile bolj tiho po poti, ker vsaka s svojimi misli, ka malo rečemo mi, da nas malo heca že podzavest, ne. Tista, a boš ali ne boš, ne, toliko let, to, kolenca, hrbet, vse, ampak nama je ratalo. Na vrhu sva bile, kot da sploh ne bi prišle. Kot Zdaj pa greva- mladenke. Vse Zdaj je pa v greva glavi. spet počasi višno dol. Tako. Tako. Vse je v rečemo glavi, Primorci. korajžno vse. Ja, tako. Me veseli, Super. da smo se srečali, ker tudi vašo oddajo spremljamo, Lepo. tako da ja, Hvala. bomo tudi to si pogledali. Srečno še naprej. Ne? Enako, enako. Tisti, ki imate izzive z višino, bo verjetno sestop malo večji zalogaj. Marsikdo sprašuje, katera pot je lažja na jalovca. Je ta iz te strani ali tam iz Kotovega sedla. Pa meni osebno se zdite zelo primerljivi, tako da sta obe približno enak zahtevni. No, tako da težko reči, vsaj meni. Mogoče lahko pa kakšen v komentar dol, če je kakšen siguren, kjer je njemu lažje. No, meni je tle. Ta prvič, ko sem šel tlele dol, mi je bil tale del, mi je bil ful neprijeten, ker je tlele dol zračno. Sem že ven z ta prvega zahtevenega dela. Tukaj dol nekaj gre pot, pa se pa tam na spodaj vidi. Kmalu pa bo špička se videla. In za ovinkom zavetišče pod špičkom. Tukaj bi sicer lahko po bližnjici zavil, pa ne bi šel do zavetišča, ampak imam še pol izotonika tamle za spit, pa malo sem še ostavil, ker se mi prav hudo se mi mudi v dolino. Pa to, dele so več ali manj, sicer ta video bo en teden potem, ko jaz tole snemam ven prišel, ampak vseeno, večina koč v Sloveniji zdajle zasedenih in ni variante, da kaj dobite. Zavetišče pod špičkom, se siguren, kakšna posla najde še frej, sploh med tednom. Je pa tle zelo tako domače, kot sem že rekel, no, ker ni veliko, pa Andrej je res je prijazen. Hodi v planine, dokler je še čas, ker prišel bo čas, ko ne bo več čas. In kmalu bo ta čas. Strela. Evo ga, zavetišče pod špičkom drugič. Malo sem se še ukrepčal, malo hodžejev, pa pičimo dol. Nekako takole, tukaj grem, pa malo okol, pa tiste travnike tam dol, pa prečem čist kele dol, pa se pa gor pospnem in pol na drugo stran in kje proti Bavškemu Grintovcu. Tale tura je drugače po uradnih markacijah je tam okoli 14-15 ur. Tako da večina tisti, ki se jo boste lotili, boste verjetno šli dvodnevno. In zavetišče pod špičkom je prav na idealnem mestu. Prijete, zdaj na primer to turo naredite, ki sem jo jaz do zdaj, pa naslednji dan,
pa še tole, kar me čaka. Zdaj pa bom počasi prišel tudi že do razpotja. Vsaj upam. Ko priješ pa med tele borovce, se mi zdi, da je pa tako 10 stopinj več. Vroče je kap pa sej. Le kaj bi bilo tle noter. Polhem praznega. Je nekdo že vse iskre spluval. Evo, razpotje in jaz se držim proti Trenti. Če bi šel pa naravnost, je pa Vršič. Tjale v uno smer bom mogel iti, ampak zdajle bom prišel na eno jasok malo, pa bo razpotje spet desno. Tale, zdaj se ga ful lep švitka pa z vrha, sem bil pa letos pomlad, oziroma začetek poletja. No. Mislim, da je Plešivc. Bom pogledal še enkrat, no, pišu, kaj sem malo pozabil. Sicer piše, da je ne bi bilo brez poti gor, oziroma ne markirana pot, ampak je res krasna pot gor. Da se ga splača, pa ni zahteven. Evo ga, pa sem tle. Dobro se vidite. To je po mojem pa taka bila nalepka gor. Smo videli 5 ur je do Bavškega Grintovca, tako da jaz računam, da nekje približno toliko je tudi dol do Bavšice, mogoče kakšne pol urce več. Po tej poti sem šel samo enkrat pa v kontrasmer in sem se na melišču, na katerega bom prišel, sem se malo zgubil in sem se tle po teh borovcih sem lutal po nekih gamsih stezicah in sem glih tlele gor prišel, pa pol naprej po poti. Dajmo še en pogled nazaj. Tukaj se da dobro videti. Tam prečemo Meliše, pa takole, gor v Vsek, pa gor, pa v uno smer. Tole markacijo sem takrat spregledal, prav pa še tle na senčke. Pogled pa kaj iz pravljice. Prisvojnik levo, razor desno. Piš, ko drugič bom tle od zavetišča kar takole dol šel. Če ne šel še kdaj sem, ker sem ogromen krog naredil. Kaj dol, tukaj, pa nazaj. Tukaj lepnil pa dol, pol urce. Se je začel pa zdaj najlepši del poti, Strm vzpon. Tale gor, pa levo, pa proti vrhu. Sploh za dol je lepo tlele kakšno markacijo oziroma neko packo na skali videti, da veš, da boš tle dol prišel. Čeprav tukaj že vidiš, da si dol. Ampak gor na vrh boste pa videli malo bolj triki. Zdaj prihajam pa v peklenski raj. Peklenski zato, ker bo vroče, raj pa zato, ker je tako lepo. Kakšna panorama, to pa bolano. Zadnji pogled na Jalovec, pa nov pogled na Bavški Grintovec. Tukaj je edina situacija, ki je, morate pravo višino prečine zadeti. No. In ja, še to, tamle malo nižji sem gor prišel, pa se pa malo spneš, glavno nad te police, ki so pod mano. No. Treba prijeti, pa sam čez. Sem pa poimenoval to pot, ko sem prvič šel, sem jo poimenoval markirano brezpotje. Ker pot je markirana, ampak vidna pa ni. Pa slej, ko prej prideš do markacije. Ker tukaj se vidi edini prehod, da je tamle dol.
Tukaj čez ne gre, zato je treba iti višji. Vedno bližje. Tukaj prihajam pa zame do najlepšega dela poti, vsaj tega prečenja. Tudi nazaj se splača pogledati. Ampak je pa res peklensko. Ura je zdajle pol 3, tako da je glih najbolj pokaj. Pa kele not. Tukaj spodaj je pa planina za potok. Zdaj pa tle dol, okol, pa na sedlo gor. Pa dol. Zdaj pa že kar malo sanjam. Grozdje v avtu, pa velika korita, koritnica se grem noter vršt. Kva bo to sedele. Zdaj pa verjetno kakšnih 100-150 metrov še gor. Kjale gor. To ne gremo. To tudi ne. To pa ja. Na sedlu bom imel pa kaj? Zaslužen počitek. Saj ne vem, kakšen izgledam obraz. Me vse zateguje od švica oziroma od soli. Tako da najprej komaj čakam tisto lovsko kočo, kjer je voda, da se malo frišam, pa tisto, kar sem že rekel. Pičimo dol, tle sem dene pol urce užival v tišini, v razgledih. Gledal tamle proti Razorju pa Prisojniku, pa Vršiču, kad oni so šli Martina, Diana pa še en prijatelj, so šli eno orang turo čez Kriško steno gor, pa čez Razor nazaj proti Vršiču. Tako da sem gledal, kje so, pa jih ne vidim. Vrh Krnice na Loškem grebenu, Rombon in Bavšica. Spet sem si klimo naštimal na glavo. Sem dal sneg noter. Prav sedaj. Kako je zanimivo takole hoditi, ne? Do pred enega tedna nisem bil še nikoli tle, zdaj po enem tednu dvakrat. Baje še 2 ure 20 do Bavšice. Lovska hiška, kjer me čaka voda. Tamle gor na sedlu sem spraznil zadnje požirke pijače. Sem itak vedel, da tle dol bo voda. Ljubo me čaka.
Ovska hiška, pa nekdo je tle. Zdajle sva z Markotom še fino poklepetala. Jaz sem se malo napojil. Pičimo naprej dol. Prav občutno manj teče, kot prejšnji teden, ko sem šel tlele mimo. Je pa čist drugo, ker sem se pofrišal malo, pa senčka je zdaj tlele. In je človek rekel kar prijetno. V tej Bavšici, če se ene dvakrat, trikrat na let sprehajaš v kratkih hlačah, sigurno ne boš imel revme. Ker je to kopriv namreč, ne. Se verjetno ste razumeli. Prav dobro je skladiščen sneg tlele. Tudi danes sem zelo vesel, da sem samo še ene 5 minut od izhodišča. Noro frišno je. Danes ne bom pa zaključka noter delal, ker pa res se mi pa ful mrzlo zdi. Ne vem, je to zato, ker ni več sonca tle, ali pa sem jaz podhlajen. Ja, a rečemo kakšno turi. Itek Jalovec je kralj, pa bo sigurno kralj ostal. Super tura, sem jo že lanskrat imel v planu, ampak pač ni šla skozi. Tako da je itek počakala na letos. Kar konkreten krog. Vse mogoče, niti ne vem zdajle koliko kilometrov, no, ampak mogoče kilometrov ni ful pretirano, ampak je teren tak, da ne moreš hitro hoditi. Se pravi, veliko je teh, ki je praktično brez poti, no. In za gor, ko sem šel, in pol tisto prečenje, tudi tle spust. In pol se kar nabere pol čas in tako, kot sem že vmes rekel, za večino je to sigurno dvodnevna tura in če hočete več pavz imeti, pa vsega tega, pa si bolj na izi vzeti, pol sigurno bolj si mislim dvodnevna tura, prespite na Špičku, zagotovljen, da boste ful zadovoljni. In pa itek zaključek, tlele nekje ob Soči, ob Koritnici, je pa sploh čista zmaga, ne. Poskočite pa še do mojega nečaka v Svinjak, na en burger, pa popoln dan. Drugače tura itak zelo zahtevna, tako fizično kot tehnično. Višincev, vsi podatki bodo dol v opisu videa. Strašno lepa narava, res neverjetno.
koliko je lepa ta zadnja Trenta in Bavšica in vseeno. Se pravi, tle na tej glavni markirani poti sem srečal kar nekaj ljudi, čeprav pol v bistvu od zavetišča pod Špičkom pa do konca ture sem dva srečal. Enega sem na Prečinju srečal, pa tle zdaj pri Lovski koči. Tako da zelo samotna tura, idi na vrh nas je bilo, kaj se meni, 15, nekaj takega. Tako da je bilo, tudi na vrh je bila taka luštna družba, bilo veliko smeha in je prav popestritev. Po mojem sem vse povedal. Pojdite v te lepe konce, tudi če je daleč zavoziti, vzemite si 2 dni, pridite ali pa ne vem, cel teden si vzemite, ker tle je res toliko stvari za raziskati. Če bi res radi podrobno vedeli, kaj vse iti pogledati, tle imam na spletni strani e-knjigo, mislim, da je 12 €, imate res 30 ali pa še več idej, mislim, da še več, kaj si tle v Kolbovca pogledati. Pa tudi Kobarid imam posebej, Tolmin, zdaj bom naredil še Idrijo, Kranjsko goro, tako da tukaj je toliko stvari za videti in je škoda, da res ne raziščemo te lepe Slovenije. Pa ne izkoristimo tega, kar imamo konec koncev. Tako da, super. Še enkrat hvala, ker ste ostali z mano do konca. Jaz verjamem, da ste uživali, jaz sem ful, malo sem tudi trpel, itek, ampak na koncu pa ta nasmeh, tudi če je vmes malo trpelenja, je tak občutek, da zdaj pičim pa jest, pa še naprej uživati v Posočju. Tudi vi se lepo imejte, koga objemite, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte in to. Kmalu se vidimo. Čau, čau!